Danes je z mano doktor Dan Podjed, antropolog, sodelavec ZRC SAZU, ampak da ne odstopam od svojega običaja, gospod Podjed, a se lahko predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Sem Dan Podjed, antropolog, zelo na kratko. Delam res na ZRC SAZU, tudi na IRIUL, Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Tudi na Filofaksu? Učim na Filozofski fakulteti, sem pa mož, oče, ljubitelj knjig. Najraje bi se tako predstavil, ker so to 3 moje prioritete v življenju. Zdaj že vem, v tem vrstnem redu. Žena, otroci, knjige. Zelo lepa predstavitev. Za uvod, preden skočiva v najin pogovor, če vas vprašam, kaj je ena od najbolj povednih gest današnjega časa? Kaj je tisto, kar bi vi v današnjem dnevu označil kot najbolj tipično za naš čas? Ja, to, kako sem prišel sem, bi označil za najbolj tipično. Živimo v času izgubljene zbranosti in pozornosti. In kar se mi je zgodilo danes zjutraj, je zelo tipično. Bom po pravici povedal, prav? Midva sva bila za snemanje podcasta dogovorjena jutri. Poklicali ste me pred približno 1 uro. Ne, še niti 1 ura ni bila, 3/4 ure. 40 minut No, nazaj. pred 40 minutami. In Kje ste? kje sem, ne? In jaz sem vedel, da sem v postelji z računalnikom v naročju in sem želel oddati neko poročilo. In potem dobim ta klic, da sva dogovorjena. Najprej sem vprašal, kdo sploh ste, ker sem se pač iskreno povem, pozabil, da sva dogovorjena, ampak nisem pozabil, da sva dogovorjena tako v današnjem tednu, pozabil sem, Da sva danes. da sva danes, Sploh ker nisva nisva bila, ne. In potem sem hitro vstal, si oblekel srajco, nisem se obril, tako da upam, da se na kameri tega ne vidi, in poskušal poskrbeti, kolikor se da za videz, sedel v taksi, se pripeljal sem na snemanje. In jaz mislim, da je to prav opis današnjega časa. Bezljamo, zelo na kratko povedano. Bezljamo iz dneva v dan, ne vzamemo si trenutka zase in trenutka za to, da se res posvetimo tistemu, kar je bistveno. In to bistveno sem naštel na začetku. Žena, otroci, knjige. Zato, za vse to, pa za prijatelje, pa za delo, moraš biti pa zbran. Delati moraš poglobljeno. Zato, ker imamo pa toliko motilcev. Pa ne zdaj, da ste vi neki motilec, to ne me narobe razumeti. Se Nisem tega nisem mislil. čutila nagovorjene, Ja, hvala. ampak v tem smislu, da nas kar naprej opominjajo naprave, kaj vse smo zamudili, kaj bi še lahko naredili, kam moramo iti, kje moramo biti. Ko vklopiš računalnik, se ti že vklopijo alarmi, na kateri sestanek se moraš pridružiti. Včasih imaš 2 paralelno in moraš sodelovati mogoče na enem sestanku. Tudi to se mi je že zgodilo, da sem imel sestanek v živo, spotoma pa sestanek po Zoomu in si na 2 mestih naenkrat in dejansko nikjer. Jaz mislim, da je to problem, da smo se na nek način razsrediščili, raztreščili smo svojo pozornost. In kako se bomo sestavili, to je velik izziv za prihodnost. A se moramo sestaviti? Oziroma, a je takšno nadaljevanje tega bezljanja vzdržno na dolgi rok? Za nas, v našem življenju, za naše otroke? Ja, zame ni, že vesel sem, da sem si 2 enaki nogavici obul. In jaz mislim, da ni. In jaz iskreno upam, da nam bodo vse te tehnološke novotarije, ki jih izumljamo, pomagale delati bolje, delati bolj učinkovito, tudi delati manj. Da se lahko res posvetimo spet tistemu, kar je pomembno. Prijateljem, sorodnikom, tudi delu konec koncev. Res tistemu poglobljenemu delu. Neka odlična knjiga je, Cal Newport jo je napisal, priporočam v branje, z naslovom Deep work, globoko delo. Tega nam manjka. Ampak kako delati globoko? Ko delaš globoko, priporoča Newport, se zaklenete v svojo pisarno, obesite si na kljuko na zunanji strani Ne moti. obešanko, na kateri piše ne moti, dajte si na glavo slušalke,
da vas nihče ne moti niti s trkanjem, ker če ne vidi slučajno tiste obešanke. Izključite si vse opomnike na računalniku, tiste, ki vas opozarjajo, da imate sestanke, pa da ste dobili novo obvestilo po Facebooku, pa po LinkedInu, in takrat v 2-3 urah se res posvetite delu. Saj vsak ve, kaj je res pomembno. Ve, kaj je tista najpomembnejša stvar, ki jo je treba narediti danes, in to delajte. Potem, po 2-3 urah pa odgovarjate na elektronsko pošto, počnite vse ostalo, družite se s sodelavci. Ampak ta blok teh 2-3 ur dejansko potrebujemo. In jaz si tudi, pač s sabo imam beležnico, vi imate tale Remarkable, ki ga ima tudi moja žena. Produkt, ki vas tudi ne moti, ne, saj imate verjetno tudi za to tablico, ki ni Točno. povezana z internetom, Tako je. ampak je namenjena temu, da si vanjo kaj zapišete. No, jaz sem šel zanimivo od digitalnih opomnikov na telefonu k povsem analognemu zapisovanju svojih opravkov, in to počnem že od leta 2017. Imam beležnico, v katero si potem vsako leto zapišem, kaj je pomembno in čemu se velja posvetiti. Obnovi kopalnice tule pišem, to smo res naredili letos. Ampak napišem si pa tudi neko vodilo za začetek leta, na katerem piše: letos odpri okna in vrata in stopi na prosto. Nehal sem si zadajati tiste novoletne zaobljube, nekaj let sem jih imel celo zapisane, koliko kilogramov na koncu leta, koliko objav na koncu leta. In pol sem ugotovil, da lažje prenašam naokrog par kilogramov več, kot pa težo neizpolnjenih obljub. In sem rekel, pustimo te zaobljube, ker se mi zdi, da si zadamo preveč. Dajte mi povedati, ampak kaj pa je resničen motiv, denimo danes zjutraj, da ste kljub temu, da sem v resnici jaz naredila napako in vas poklicala en dan prej, preden sva bila dogovorjena, vseeno v trenutku prilagodil plane, prišel sem in v bistvu se podvrgel kar eni določeni meri stresa. Je to strah pred zamujanjem nečesa? Je to pleasing others? Je to kaj drugega? Dobro vprašanje. Saj lahko bi vam rekel ne. Lahko bi mi rekli ne in jaz bi to razumela. Ampak vi Um, tega v resnici morda niste vedeli. Ne, jaz sem mislil, da sem pač jaz Da ste naredil vi napako naredili in tudi čutim odgovornost do odgovornost. tega, kar sem obljubil. Skušam se res držati tega, kar sem obljubil. Najmanjkrat se držim tiste obljube, ki jo dam samemu sebi, s tem imam problem. Recimo bom, ne vem, hodil na party aerobiko, hodim, ne, toliko in tolikokrat mesečno. Bom, ne vem, pisal toliko in toliko časa dnevno. Mislim, to obljubo, ki jo ne dam nekomu drugemu, prej prekršim, kot pa nekaj, kar sem vam obljubil, no. Ker vem, da ste se pripravili ste studio, jaz bi moral se materializirati tule in pač Razumem. nisem niti vedel pravzaprav, kaj se dogaja. Gre pa na neki način za neki pogojni refleks pravzaprav. Ko veš, da si nekaj obljubil, nekdo te pokliče, potem moraš situacijo hitro urediti. Tako da Hvala lepa za to hitrost, res ste bili izredno hitri. Tako, če ste na splošno v življenju tako učinkoviti, kot ste se danes zjutraj izkazali, potem tudi razumem, zakaj ste uspešni pri tem, kar počnete. no, ampak ni treba biti pri vsem hiter. Jaz mislim, da si moramo za nekatere stvari vzeti čas. Za druženje, za ljubezen, za knjige. In si tudi, samo to še povem, tudi zapisati ta čas vnaprej. Recimo, to se bo zdaj slišalo res precej neromantično, ampak jaz si v to beležnico zapisujem zmenke s svojo ženo, ker sem rekel, da mi je to pač prioriteta v življenju. Ker se mi zdi prav, da, ne vem, kam greva, se vnaprej dogovoriva, kdaj, kam. Ker če si tega ne zapišem, in to je pol res sveto. Tu pač tudi, če bi vi klicali zaradi podcasta, vam se ne bi odpovedal temu, ker se mi zdi to prepomembno. Ker zelo pogosto se temu, kar je najpomembnejše, odpovemo, zato da nekomu drugemu ustrežemo. To je problem. Lahko podate kakšen razlog ali pa kakšne raziskave, zakaj je temu tako? To je dejstvo,
ki ga res opažam tudi jaz, zakaj so tisti, ki so najbližje pa najpomembnejši, prvi, ki izvisijo, ko nastane neka, pa niti ne nujna situacija, ampak ko izbiramo med opcijo 1 in opcijo 2. Ne vem, mislim, za raziskave, ki bi to podprle, ne vem, bral sem sicer o tem v številnih knjigah, kako hitro zvisijo tisti, za katere pravimo, za naše otroke, da so naš sonček, pa naš največji zaklad, potem jih pa hitro odmislimo, in za partnerje, pa prijatelje, za katere si je treba čas vzeti, pa si ga ne vzamemo, zato ker moramo delati, ker je treba opraviti tisto, kar si obljubil. Mogoče je v tem problem, ne? Ker prijateljem v službi recimo obljubite, naredili bomo to pa to, prijatelju pa ne obljubite tega. Otrokom pa obljubljamo. In potem Otrokom, rečemo, joj, oprosti, saj vem, da sem obljubila, ampak danes pa ne. ne, to pa jaz res redko naredim. Res redko, ker potem me pa otroci privijejo, ker oni pa točno vejo, obljubil si, in to jaz še leta poslušam, leta zatem, obljubil si in nisi tega naredil. In jaz mislim, da tu pri obljubah, takih obljubah, ženi, otrokom, prijateljem, se je treba pa obljube držati. Tu se pa res treba držati. Se mi zdi, da prevečkrat zvisijo oni, in tudi, če se kaj v službi ne zgodi, mislim, a se bo svet podrl zaradi tega? Realno. Ampak doma se pa bo. Doma se pa skrha zaupanje v ta najbolj pomembna razmerja. In s prijatelji podobno. Zakaj prijatelji vedno potem zvisijo, pa jih pustimo čakati, pa jih kličemo 2 uri prej, joj, jaz danes ne morem, veš, moram nujno nekaj narediti. Jaz mislim, da teh obljub se moramo pa res držati, no, tako da tam ne bi če bi bilo to v igri, verjetno me ne bi bilo tule, kaj takega, tovrsten dogodek. Okej, a lahko kakšen zelo praktičen nasvet, ker jaz mislim, da se lahko vsi poistovetimo s tem, kar ste zdajle rekli. Ali se lahko? Definitivno. Kako naj to naredimo? Kajti to reči in zven, kako se to sliši, je nekaj. Potem, ko pa pride dan za dnem, za dnem, za dnem, in ko vidiš, da moraš, Ja. si želiš vse svoje opravke spraviti v eno omejeno kvoto ur, ki so ti na voljo, pa vidiš, da je to lažje reči kot narediti. Kako? A lahko kakšen trik, a lahko kakšen nasvet? Ja, res si zapišite, bodisi v digitalni koledar, bodisi v analognega, vzemite svinčnik, napišite si, kdaj ste z nekom zmenjeni, tudi če ste zmenjeni s svojim otrokom, zlagala bova Lego kocke od do, vzemite si čas takrat. Res. In to naj bo sveti čas, to naj bo globoko druženje, ne globoko delo. Vzemite si takrat res čas za otroka. Zato ker kaj se nam sicer dogaja? Recimo zlagamo Lego kocke, zraven imamo pa še telefon in smo dejansko nekje drugje. Ko nam zazvoni telefon ali pa ko dobimo potisno obvestilo, ping, gre naša pozornost sem od tistega pomembnega dela in dejavnosti s svojim otrokom, ko zlagamo tam, ne vem, nek gasilski kombi, recimo, in potem rečeš, samo da odgovorim tule, in začnete odgovarjati na neko službeno ali pa neko razmeroma nepomembno sporočilo, po LinkedInu recimo, in pogledate potem otroka, njega že ni več tam. Izgubili ste ta trenutek. In jaz mislim, da res prepogosto izgubljamo te izjemno pomembne trenutke z našimi bližnjimi.